dajmo iz definicije zaporedja pogledati, kakšne vaje pravzaprav lahko dobimo. Ne bomo vseh reševali, a ne? Eno podobno kot tole smo že. Torej, napiši prvih 5 členov zaporedja s splošnim členom, pa dajmo eno tako zanimivo tole rešiti, ne? Pravi, imamo zaporedje AN je n na kvadrat plus 2n. Prvih 5 členov rabimo. Prvih 5, se pravi, prvi je A1, drugi je A2, tretji je A3, A4 in A5, ne? Tele moramo poiskati. Prvi člen zaporedja bomo dobili tako, da bomo v splošni člen namesto n-ja vstavili 1. In imamo zdaj takole, ne? 1 na kvadrat plus 2 krat 1 in to bo 1 plus 2 je 3. Prvi člen je 3. Drugi člen je pa namesto vsakega n-ja vstavimo 2. 2 na kvadrat krat 2 krat 2, to je 4 plus 4 je 8. Ok, potem imamo tretji člen, namesto vsakega n-ja vstavimo 3. To je 9 plus 6 je 15. Vidite, zdaj pa razlika ni vedno enaka, zato ker to zaporedje nima neke lepe lastnosti, o kateri bomo tudi govorili, ne? Ne bi zdaj mogli reči, tu smo prišteli 5, tu smo že 7, ne moramo čisto tako reči, da je čisto tako linearno, da bi naraščalo, ne? Potem imamo 4 na kvadrat plus 2 krat 4, to je 16 plus 8, še malo pa bom rabila kalkulator, ne? Je 24 in potem imamo 5 na kvadrat plus 2 krat 5. 5 na kvadrat je 25 plus 10 je 35. Se pravi, prvih 5 členov je zdaj, prvi člen je 3, drugi člen je 8, tretji člen 15, četrti 24 in peti 35, ne? Ni težko, treba je pa vstaviti. Ok? Pa gremo naslednja naloga. Se pravi, zapiši iskani člen danega zaporedja. Pa recimo, da poskusimo tole tretjo. Dano zaporedje je AN je enako koren n plus 2. In treba je poiskati A34. To pomeni 34. člen tega zaporedja. Nekako ga poiščemo, ja, namesto n-ja vstavimo 34. 34 plus 2 je koren iz 36, kar je 6. Se pravi, 34. člen je 6. Ok. V redu, ne? Ni težave. No, zdaj pa imamo še recimo tole, za dano zaporedje poišči predpis za zaporedje. To pomeni, zdaj pa imamo zaporedje podano, mi bi si pa želeli, da bi pogledali, kakšna je tale splošni člen, ne? Da bi lahko recimo pa še 300. Porihtala, ne? No, zdaj pa recimo, da gremo tole tretje. Imamo 1, 1 polovica, 1 tretjina, 1 četrtina. In zdaj rečemo tole, prvi člen, to je A1. Drugi člen, to je A2. Tretji člen, to je A3. In četrti člen, to je A4. Kako bi zdaj lahko neko formulo iz tega dobili? No, tukaj, če bi pogledali A1, če bi namesto n-ja vstavili v našo formulo enko, bi bilo kar 1. In zdaj, ja, ne, to bi držali za prvi člen, ampak potem pa, če bi dvojko kar, ne, če bi imeli takole AN je n, ne, v tem primeru, pol za A1 bi bilo 1, za A2 bi bilo pa 2. Tako da tale ne bo v redu, ne.
to je malo ugibanja tukaj, predvsem kadar so tako, ne, zdaj pa tukajle poglejmo, A2 je 1 ulomljeno z 2, kaj pa če bi tu poskusili, ne, AN je 1 ulomljeno z N. Okej, zdaj pa imamo A3 je 1 ulomljeno s 3, se pravi 3 pa 3, bi tudi šlo, ne, AN je 1 ulomljeno z N. In tale bi tudi šel. Zdaj pa problem imamo pa tule, a bo to šlo. Se pravi, koliko bi zdaj izračunali A1, če bi tole formulo vzeli. Ja, namesto vsakega N-ja bi dali 1, to bi bilo 1 ulomljeno z 1, kar je 1 cela, ne. In res, splošni člen za zaporedje 1, 1 polovica, 1 tretjina, 1 četrtina, je res AN je 1 ulomljeno z N. Tako, ne. Malo je bilo treba spretnosti. Prvi člen je včasih malo poseben, se pravi, za vse ostale še malo preverite, pa dobite neko splošno formulo, kjer bi lahko zdaj pa tudi A100 ali pa karkoli izračunali. Tako. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!